Pod križ pojdimo, Jezus čaka, za nas cvetov dlanih mu rane, za nas je tekla kri presveta, ki naše duše ranjene zdravi. Molimo. Gospod naš Bog, brez tvoje pomoči ti ne moremo ugajati. Usmiljeno vodi naša slabotna srca in nam vselej pomagaj. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Odrešenik bo kakor žrtveno jagnje. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. Takrat si mi pokazal njihove spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni. Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime. Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, preizkuješ obisti in srca. Daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo. Božja beseda. Odpev. Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam. Gospod moj Bog, k tebi se zatekam, otmi me mojih preganjavcev in me reši, da me kdo ne zgrabi kot lev, raztrga in me nihče ne reši. Gospod moj Bog, k tebi se zatekam. Prisodi mi pravico po moji pravičnosti in po nedolžnosti, ki je v meni. Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa ukrepi ti, pravični, ki preiskuješ srca in obisti. Bog je moj varuh, rešuje vse, ki so pravega srca. Bog je pravičen sodnik, vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo. Vrzite od sebe vse svoje grehe, govori Gospod, in naredite si novo srce in novega duha. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili, on je zares prerok. Drugi so rekli, to je Kristus. Nekateri pa so govorili, menda vendar Kristus ne pride iz Galileje. Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David? Nastal je torej zaradi njega med množico na razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nihče ni stegnil rok po njem. Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli, zakaj ga niste privedli? Služabniki so odgovorili, nikoli noben človek ni tako govoril. Farizeji so jim odgovorili, ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev?
a ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so. Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih, jim je rekel: ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela? Odgovorili so mu: kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne ostane. In odšli so vsak na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Smo že v drugi polovici posta in se gotovo bližamo velikonočnim dogodkom, velikemu tednu, z vsemi dogodki, tako trpljenja kot Kristusovega vstajenja. Če sledimo berilom, postaja intenzivno, zelo napeto. In gotovo ta odlomek iz Janezovega evangelija je zelo napet. Spor je zelo močan. Napad na Kristusa je zelo direkten. In Kristusove besede pa so, ja, pove, kaj ne gre, ampak polne upanja, ker nihče še nikoli ni tako govoril. In te besede so prevzele ljudi. Odlomek nam pokaže gotovo, pod katerim vplivom je človek, oziroma kakšen je ta vpliv grešnosti in vpliv smrti, ker smo pod smrtjo, je neka resničnost, ki pogojuje človeka. In neverjetno, ni razsodnosti. Človek ne razmišlja več. Pa tudi, če ima vsa orodja, da bi lahko bil bolj trezen, trezno pristopal, trezno razmišljal, ne razmišlja več. Ima postavo. In Nikodem zelo lepo povede, glejmo samo postavo. Bodimo znotraj tega, kar nam je Bog dal, postave. In na podlagi te postave postopajmo. Ne. Predsodki, veliki in neutemeljeni, nepravični, krivični, neutemeljeni, ker niso resnični. Dejansko Jezus je bil iz Judeje, odraščal je v Galileji, ampak rodil se v Betlehemu. Je bil po Jožefu iz Davidovega rodu, tako kot pravijo pisma. In je bilo treba samo poizvesti. Ne, predsodki, spor, razdor, obtožbe in jeza in nemir, strah. Strah česa? Ja, naše omejenosti, dejstva, da smo tako farizeji in pismovki, ja, tudi oni so omejeni, nimajo besede večnega življenja. Njihova pozicija je tako minljiva, dejansko, ker je vprašanje Boga. Kje je Bog? Se prepustiti in odpreti Bogu. Tukaj je naša šibkost. Sej ni treba veliko razlagati. V tak ali drugačni meri smo se vsi znašli znotraj teh skušnjav, te drže, tega nemira, tega strahu v življenju. Smo se, ne? Naši majhni resničnosti, kot je naše življenje. No, to prihaja na dan. Je prav, da prihaja na dan, tudi da se zavemo, tudi z razdaljo, tudi da postanemo malo bolj trezni, tako kot je Nikodem, ki se je dobro zavedal, kot tudi drugi, ni prišel v svojem imenu k Jezusu po noči, ampak tudi v imenu drugih je rekel, vemo, da je Bog s tabo. Torej, povej nam,
To je drugi odlomek. Ampak to je tisti Nikodem, ne? Ki je bil predstavnik postave, voditelj in znotraj te danosti je prišel do Kristusa. Čudovito, ne? Ampak vemo, da prav Kristus, ki je bil od Svetega Duha spočet, tako prekine s to zgodovinsko določenostjo, bi rekel tako, z gensko, ne, je neka svoboda Boga, ki je odrešujoča za vse nas v odnosu do naše določenosti. Vendar je ne izključuje. Kljub temu pridemo lahko do Kristusa, če sledimo. Ne? Tudi znotraj naše omejenosti. Kakšne pa so besede, ki so tako navdušile ljudi, da so Jezusu prisluhnili in so rekli, ta je prerok, ta je ta glavni, nihče še nikoli ni tako govoril. Katere so besede? Tega nismo prebrali, je pa par stavkov pred tem odlomkom, so ravno take besede, zelo lepe, zelo močne. Jezus pravi, vsi, ki ste žejni, pridite k meni in pite. Pite in tisti, ki bo veroval v mene, iz njega bo tekli potoki žive vode. In kaj so besede upanja? Gotovo en pismouk in farizej ni zlahka imel takih besed. Zakaj? Zato, ker ni imel žive vode, ker ni imel življenja v sebi. Ker bi ga obljubljal, potem bi ga ne mogel dati. In Kristus ga je dal. Ne? Zakaj ga je dal? Ker človek je žejen. Zakaj je človek prisluhnil? Ker je žejen. Je žejen življenja. Je žejen žive vode. In kako je to prevzelo ljudi, so res prisluhnili, ne? In šli za Jezusom. Tako je prevzelo te ljudi, te besede, tako polne življenja, ne nasilne, ampak polne življenja, da celo tiste, ki so jih pismouki oziroma farizeji, ta glavni voditelji, poslali, da bi Jezusa prijeli in ga privedli pred sodišče, ni bil še čas, ga bodo, jih je tako povzelja, da so Jezusove besede pravzaprav njih prijele, njih prevzele. In so rekli, kaj smo, ne moremo, nihče še ni tako govoril. Nihče še ni govoril. In strah hitro obtožuje, ste se tudi vi spreobrnili? Ne, smo prisluhnili Božji besedi. In se je slutilo, da je Bog poslan Boga, Nikodem je vedel, drugi so vedeli. Samo ta strah, ki nas tako ovira, da bi se odprli. Bolj ali manj imamo tudi vsi izkušnjo v življenju, kaj je Božjega, kaj je od Boga, ne? Imamo. Ampak je ta svoboda, ta korak zaupanja, včeraj smo praznovali svetega Jožefa, ki je sprejel to Božjo besedo, na tej Božji besedi gradil življenje in tako vstopil v zgodovino odrešenja, v Božje delo odrešenja za človeka. Ne strahom, zaupanjem, prav zato, ker je bila beseda življenja, beseda od Boga. Je treba mu dati drža preprostosti, ponižnosti, ampak tudi molitev, prošnja, da se Božjemu delu, Božji besedi odpremo in odpiramo naša srca.